nagrado pa naš leteči reporter Robert Kukovica. Predstavnik grosupeljskega kluba. Tole je Robert Kukovica, ki ga Lipko seveda masira. Član nadzornega odbora košarkarskega kluba Grosuplje, Andrej Gabriel. In pa tule še, no ne tule, pač pa na mestu za komisijo Edo Murič. Ki je zamenjal brata Dina, ki ima seveda terapijo po poškodbi. Štirideset sekund imajo košarkarji za svoj nastop, za svoje zabijanje. Lahko zabijajo le enkrat in potem čakajo do konca. So pa to tekmovalci Mark Berlič iz Heliosa, Mitja Nikolič iz Rogaške, Usman Senjega Krubali iz Grosupljega in Milorad Sedlarevič iz državnega prvenstva v košarki 3x3. Mark Berlič, Helios Domžale, bo prvi skušal izkoristiti svojih 40 sekund. Pa poglejmo. Prvič ni šlo, sicer atraktiven poskus. V drugo bolje. Še 20 sekund ima košarkar Heliosa na voljo, no tudi tretje zabijanje žal neuspešno. V četrto bolje, morda bo zabil še enkrat, nekaj sekund še ima na voljo, ne, odločil se je, da je to, 4 zabijanja. Sedaj bomo videli ocene. 3x po 3 točke je dobil Berlič, skupno torej 9. V finale gre sta najbolje ocenjena 2 košarkarja. Mitja Nikolič, Rogaška Kristal, tudi član rdeče ekipe. 22 let, 203 centimetre meri. Kot kaže, pa mu bo pomagal Jaka Brodnik. Še prej pa si bo nastavil steklenico vode. No in preko steklenice vode je zabil uspešno. Sedaj je še pomahal zastavico in se predal. Torej, bela zastava, kot kaže. Za tole zabijanje 7 točk, vse skupaj za Mitjo Nikoliča. Sedaj pa je na voljo Usman Senjega Krubali. Član domačega kluba, kluba gostitelja. Poglejmo, kaj je pripravil za tale nastop. Pa poglejmo. Izjemna višina pri odrivu.
atraktivno, preko glave. Mislim, da če komisija spremlja isti nastop kot jaz, potem bi moral Krubali biti eden izmed finalistov. Je pa tudi res, da ne vemo, kaj so pripravili preostali. Namreč ostal je še Milorad Sedlarević, čas se je iztekel. Poglejmo, kakšne ocene so podelili. 3x4, skupno 12 točk za Krubalija. In zagotovo je Krubali že prvi finalist in prvak zabijanja z državnega prvenstva v košarki 3x3, Milorad Sedlarević. Odlično, takole z obratom. Še v drugo. Uspešno zabijanje. Potem pa poskus pod nogo, vendar pa malce mu je zmanjkalo, še pa ima čas, da skuša to ponoviti, no raje se je odločil za zanesljivo samostojno zabijanje brez kakšnega pretiravanja in skupno 10 točk za Sedlarevića, kar pomeni, da sta izpadla Berlič in Nikolić, v finalu pa sta Krubali in Sedlarević. Poglejmo, kaj sta pripravila še za finale. Osman nekaj drugega, kot kaže, pripravlja. Poglejmo, kakšno majico ima. Majico z napisom Superman. Tole me spominja na Dwighta Howarda iz lige NBA, ki je takole v majici z logotipom Supermana tudi tekmoval na tekmovanju v zabijanju. Krubali bo nastopil kot drugi. Zaradi domačega terena. Vemo, kako bo nastopil Sedlarević. Znova pod nogo ni šlo. Potem tako imenovani windmill. Iz obrata še enkrat uspešen. Tam je žoga odletela med fotografe. Še 15 sekund mu je ostalo. No in tudi v tem poskusu pod nogo ni šlo. Poglejmo ocene. 6 in 8 točk v finalu in mislim, da bo Krubali to z lahkoto presegel. Vendar pa pustimo se presenetiti. In začenja se. Že takoj je za uvod zelo atraktivno. Osman Krubali. Potem še eno odlično zabijanje in mislim, da gledamo zmagovalca tega tekmovanja v zabijanju. Išče seveda tudi spodbudo publike. No in potem takole še zadnjim zabijanjem znašel se tudi na tleh. Poglejmo, kakšne ocene je dobil. 3x po 5, torej 15 točk.
In zmagovalec je Osman Krubali. Takole zadnje zabijanje, nagrado pa bo prejel iz rok svojega kapetana tule na All-Stars tekmi, Eda Muriča, ki ga je tudi ocenjeval. Tole še nagrada zanj. In zagotovo bo zadovoljen s tem nazivom.